Dober dan, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes si bomo po dolgem času pogledali eno študijo, ki je pregledovala, kak vpliv ima ena verzija postenja na našo fiziologijo. In sicer pogledali si bomo randomizirano študijo na ljudeh s kontrolno skupino, kjer so primerjali neke normalne vzorce hranjenja z prekinitvenim postenjem. To je ena verzija postenja. Ok, zdaj da že kar na začetku povem, da boste imeli vsi, ko me še ne poznate, v mislih, tule imam mogoče malo biasa jaz na svoji strani, zaradi tega, ker imam, mislim, da že okoli 10 podcastov objavljenih na temo postenja. Če si kdo želi pogledati, se bo zdaj tule pojavila, ali pa tule, ne vem točno kje je, siva ikonica, lahko klikneš, te pripelje na cel seznam in lahko začneš od začetka, kaj sploh postenje je, komu se priporoča, bla bla. V glavnem, 10 videov že imam na to temo, plus jaz delam eno verzijo postenja, time restricted eating, že več kot zdaj bo, mislim, da 6. leto. Veliko kera moja stranka oziroma varovanci tudi prakticirajo določene verzije delnega postenja. Teda tule imam malo biasa, jaz zdaj, ko gremo v to. Ampak še vseeno se mi zdi ta študija zelo, zelo pomembna za izpostaviti, zaradi tega, ker je še ena študija, ki kaže, kako pozitivno lahko z zelo malo truda naredimo, ne vem, neko prehransko spremembo oziroma prehransko strategijo, ki lahko oziroma ne more pozitivno vplivati na diabetes tipa 2. To bomo zdaj videli, kaj bo študija pokazala. Ok, zdaj, ko smo to razjasnili, lahko gremo pa na pregled študije. Zdaj, tako smo omenili, študija je bila narejena na ljudeh, ki so imeli diabetes tipa 2. Zdaj, kaj sploh je diabetes tipa 2? Diabetes tipa 2 je ena izmed vrst diabetesa, ampak je diabetes, ki je povzročen predvsem z stilom življenja. Se pravi, do zdaj že vemo po raziskavah iz prakse, kaj so neke preventivne metode, ki jih lahko mi naredimo oziroma ki se jih lahko poslužujemo, da zdaj ali da nadzorujemo diabetes tipa 2 oziroma da se ga rešimo, ali pa še najbolj, da do diabetesa tipa 2 sploh ne pride. Zdaj to je ponavadi omejevanje kalorijskega vnosa oziroma gledanje na to, koliko kalorij zaužijemo na dnevni ravni, vnos beljakovin, vpliv tajminga hranil na inzulinsko rezistenco oziroma na inzulinsko občutljivost, razmerje maščob predvsem omega 6 pa omega 3 v naših telesih, količina nasičenih maščob, ki jih vnašamo, pa še verjetno najbolj pomembna izmed vseh je pa telesna aktivnost pa spanec. Poleg teh metod, ko so v bistvu bolj take easy metode, ko se jih lahko lotimo, imamo tudi neke farmakološke metode, ko tudi že dobro vemo, da lahko pomagajo pri diabetesu tipa 2 oziroma tudi pri diabetesu tipa 1 ali pa 1,5. Ampak, tako sem rekel, to so bolj farmakološke narave, kar pa, če se le da, vsaj po mojem mnenju, čim dlje, ko se jih lahko izogibamo, tem boljše je. Zdaj, ena izmed teh farmakoloških metod, ko je bolj znana, je na primer GLP-1. Potem imamo še pa dodajanje inzulina, dodajanje metformina, pa še ena je dipeptil peptidaza inhibitorji. Zdaj, v te vse tehnike oziroma vse različne stvari se ne bom sproščal, če koga zanima, ne komentira ali pa mi pošlje zasebno, pa mu lahko kaj več povem tudi o teh drugih stvarih. Zdaj prijemo do vprašanja, kaj pa sprememba v prehranskih strategijah? Da ne nadzorujemo samo kalorijskega vnosa, klasično štetje kalorij, ampak da dejansko uporabljam neko prehransko strategijo, kjer se v 90% ljudi ne rabijo osredotočati na štetje kalorij oziroma na gledanje na tabelah, ampak se zaenkrat na začetku osredotočajo samo na to, kdaj bodo jedli oziroma kolikokrat na dan bodo jedli. V našem primeru bomo pogledali prekinitveno postenje. Ok, zdaj če pogledamo, cilji študije. Cilji študije so bili, primarni cilj je bil ugotoviti, kakšen procent posameznikov bo po končanih intervencijah pač doseglo remisijo. Zdaj, remisija je bila pa definirana tule, če si pogledamo, kot nivoji glikiranega hemoglobina, ki so bili manjši od 48 nanomolov na liter. Pa kar mi je bilo še bolj všeč, mislim, 3 mesece po tem, se pravi, ne da so med študijo dosegli teh nivoje nižje od 48 nanomolov na liter, ampak so hoteli to doseči med študijo in pol so šele po 3 mesecih pogledali, ko niso bili več ljudje vpeljani v to študijo, kaj se je zgodilo s tem glikiranim hemoglobinom. Zdaj, poleg teh primarnih rezultatov, ko so v bistvu ful dobri pokazatelji diabetesa tipa 2, so gledali pa še glukoza na tešče, glikiran hemoglobin, to smo omenili, kvaliteta življenja,
pritisk, krvni pritisk sistolični, diastolični, pa stroški zdravljenja, ki so vzeti v to, če ima en diabetes pa se mora zdraviti, oziroma en, ko ga pač nima. Spremljali so pa tudi še, kaj se je dogajalo 12 mesecev po končani študiji. Se pravi, ta študija je bila res dobro sestavljena. Med študijo so naredili neko intervencijo, pol so pogledali, kaj se dogaja z temi markerji, ko smo jih zdaj omenili, in pol so pogledali, kaj je bilo čez 3 mesece in pa čez 12 mesecev. Ok, in zdaj, če si pogledamo ljudi, ki so sodelovali v študiji. Bili so posamezniki obeh spolov, starost se je gibala med 38 pa med 72 let. Tule gre nekam, bom zdaj po mojem na to stran pa na to stran bomo videli, bom delil vse te slike iz študija, da si lahko vi sproti gledate, ko jaz govorim. Se pravi, povprečje starosti je bilo 52 let, so imeli pa BMI med 19 pa 30, pa vsi so prejemali eno ali pa celo več zdravil za regulacijo diabetesa tipa 2. Kako so razdelili posameznike v skupini? Tako sem prej rekel, je bila študija s placebom randomizirana, se pravi, so jih razdelili naključno, zato so uporabili random number generator, najlažji način. In sicer, skupina intermittent fastinga je vsebovala 36 posameznikov, bili so razdeljeni na 6 ciklov, vsak cikl je bil dolg pa 15 dni. Tako so si zastavili, to je bilo po moje najbolj za kontrolirati v študiji. Prve 5 dni so se držali nekega plana postenja, ki so ga pač v študiji uporabili, zraven so dobili pa tudi kit prehran, ne vem, kako se to reče, tak bundle prehranski, ki so pač tiste 5 dni ga pač pol uporabljali. Energijska vrednost tega kita je bila 840 kalorij na dan, makrohranila so pa, bom pa tule kar priložil, da boste videli, kako izgleda, da ne zdaj vseh naštevam. Ok, in pol če pogledamo, in pol so naslednjih 10 dni cikla jedli ad libitum in čisto po svoji izbiri. Držali so se pač smernic za diabetes, ki jih je pač, mislim, da Kitajska, ja, smernic za diabetes na Kitajskem. Se pravi, če še enkrat na hitro prebrojimo, razdelili so jih v 6 ciklov po 15 dni, začeli so pa tako, da so 5 dni jedli test kit, ko so ga imeli, ko je vseboval 840 kalorij, pa so pa naslednje 10 dni jedli karkoli so hoteli, kakorkoli so hoteli, ampak po smernicah za diabetes na Kitajskem. In zdaj imamo še kontrolno skupino. Kontrolna skupina je isto vsebovala 36 posameznikov, isto so izvajali 6 ciklov, ampak razlika je bila v tem, da so 15 dni jedli ad libitum, držali pa so se smernic isto za diabetes na Kitajskem. Ok, zdaj sem sam na hitro prebral, kaj so smernice na Kitajskem za diabetes, da bomo vedeli, o čem govorim. 5 gramov ali več vlaknin na vsak obrok, do 7 gramov nasičenih maščob dnevno, 50 do 65% kalorij lahko prihaja iz ogljikovih hidratov, 15 do 20% kalorij prihaja iz beljakovin in pa 20 do 30% kalorij iz maščob. Pa vsi so se mogli držati minimalnega kalorijskega deficita. Kar mi je bilo pa še bolj všeč, da je v bistvu študija še bolj lahko v realni svet, oziroma lahko z realnim svetom primerjajo, je pa to, da so se mogli vsi posamezniki držati svojih navad iz vidika fizične aktivnosti. Pa da še omenimo zdravila, kar je tudi ful pomembno, glede na to, da so bili čisto vsi posamezniki na zdravilih že. Za zdravila so naredili pa tako, da so zdravila obdržali, niso nič spreminjali, edino, kar so spreminjali koncentracije zdravil glede na regulacijo glukoze tekom študije. Se pravi, preverili so na vsake 15 dni une markerje, kot smo rekli, in če so se markerji izboljšali, so znižali koncentracije zdravil, če so se poslabšali, so zvišali koncentracije zdravil. Glede na smernice, ko jih pač zdravniki upoštevajo. Kaj se je zgodilo po 3 mesecih? Se pravi, 3 mesece je trajala študija. 68% posameznikov v skupini, ki se je postila, je znižalo količino in koncentracijo zdravil, ki so jih prejemali prej, medtem ko je v kontrolni skupini to veljalo samo za 3% posameznikov. Pokazalo se je tudi, da 50% posameznikov v skupini, ki se je postila, ni potrebovalo več zdravil za diabetes tipa 2, medtem ko je bilo to res za 2,8% v kontrolni skupini. Ok, zdaj, da se ne bomo čisto vsak parameter spuščali tule, da ne bo predolg podcast, se bo tule zdaj spet slika pojavila. Kakor lahko vidimo, čisto vsi parametri so se v skupini intermittent fastinga izboljšali, medtem ko v kontrolni skupini ni bilo niti signifikantnih razlik skoraj pri nobenem markerju. Ampak zdaj imamo tu so imeli res kontrolo, predvsem nad ljudmi, ko so jedli kit 840 kalorij, res so imeli, tam veš, da so imeli kalorijski deficit, medtem ko pri onih ljudeh, ko so lahko jedli ad libitum, sicer so se mogli držati nekega kalorijskega deficita, ampak načeloma, kot vidimo tudi na slikah, ni bil zdaj to nek močen kalorijski deficit v primerjavi z skupino intermittent fastinga. Ampak, zato je še bolj pomembno, da si pogledamo zdaj naslednjo stvar. Kaj se je zgodilo 3 mesece
po študiji. Če si pogledamo tabelo, lahko vidimo, da 48% posameznikov iz skupine postenja je doseglo remisijo, medtem ko je to veljalo za 3% posameznikov iz skupine, ki so se držali samo smernic za diabetes. Če si pogledamo še drugo, še boljšo, še bolj objektivno mero, ki je glikiran hemoglobin, se je pri skupini znižal na slabe 6%, medtem ko so bili nivoji v kontrolni skupini na 8%. Kar je bilo statistično signifikantno boljše. 6 pa 8% je velika razlika. In zdaj še bolj zanimiva stvar, ko se je pa pokazala po 12 mesecih. Se pravi, oni so naredili 3 mesece študije, so pregledali, kaj se je zgodilo. 3 mesece so jih pustili na mero, dobili so samo navodila in po 3 mesecih so pogledali, kaj se je zgodilo. In zdaj so še 12 mesecev po končani študiji pogledali, kaj se je zgodilo. In sicer, to je zdaj ena izmed najpomembnejših stvari, ko jo bom zdaj v tem podcastu povedal. 44% posameznikov v skupini, ki je izvajala intermittent fasting, je doseglo remisijo po 12 mesecih, medtem ko v kontrolni skupini to ni veljalo niti za enega posameznika. To zdaj ni razlika 1:3 ali pa 1:2. Ampak če pogledamo, v skupini izmed 36 posameznikov je 15 posameznikov doseglo remisijo, na drugi strani v kontrolni skupini nič posameznikov ni doseglo remisije. Pa to je še naprimer tudi zanimivo, zelo pomembno, zaradi tega, ker kvaliteta življenja iz vidika subjektivne ocene je ful pomembna. In če pogledamo, vprašalniki, ki so imeli kvaliteto življenja, so pokazali za skoraj 7 točk višje vrednosti v skupini intermittent fastinga po 12 mesecih, medtem ko se je v kontrolni skupini pokazalo samo za 3 točke izboljšanja. Se pravi 7:3, to je več kot dvakrat boljše izboljšanje, oziroma dvakrat višje izboljšanje, glede na subjektivno percepcijo, ki je pa ful pomembna, še posebej pri nadzorovanju glukoze. Ok, in zdaj kaj lahko zaključimo iz te študije? V prvi vrsti, to, kar govorim že skozi. Če imaš enega, ko ti poda navodila, glede na tvoj individualen pristop, oziroma na tvojo individualno naravo, bo intermittent fasting, oziroma ena izmed oblik postenja lahko isto, oziroma v tej študiji se vidi, da je veliko bolj učinkovita, kot samo držanje se splošnih smernic. To pa predvsem zaradi tega, po mojem mnenju, ker se je lažje držati tiste 5 dni, da si sam, razpoloviš svojo hrano in pol ješ po smernicah, ko jih imaš za tvoje določeno stanje, v tem primeru diabetes. Se mi zdi, da je veliko lažje, ko pa da vsak dan gledaš, da imaš tisto malo deficita, da dosežeš tiste makrote, da dosežeš tista mikrohranila, bla, bla, bla. V glavnem, prva stvar, ko se je pokazala, v prosto živečih pogojih je lahko intermittent fasting isto učinkovit oziroma bolj učinkovit kot določene smernice za določena stanja. Zdaj pa, da ne bom sam govoril, kako je postenje oziroma oblike postenja najboljše, čist strinjam se in večkrat se je že pokazalo, da na dolgi rok, rečemo 2, 3, 4, 5 let, sta kalorijska restrikcija in pa določene verzije postenja lahko isto učinkoviti. Se pravi, ni eno boljše kot drugo, delaš tisto, kar ti bolj paše. Ampak, kaj hočemo mi, zdaj predvsem pri tem dotičnem stanju, se pravi diabetes tipa 2 oziroma diabetes tipa 1,5 ali pa mogoče celo 1. Mi hočemo čim hitrejše izboljšanje rezultatov. In iz vidika kalorijske restrikcije rahle, v primerjavi z intermittent fastingom, bo hitreje prišlo do kvalitetnih rezultatov, predvsem iz vidika homeostaze glukoze, če bomo delali eno vrsto postenja. In če ti bo en v redu razložil, oziroma v redu dal smernice, kako to delati glede na tvoje telo, bo po mojem mnenju, glede na raziskave pa glede na prakso, verjetno intermittent fasting boljša verzija kot sam klasični kalorijski deficit. Ampak imejte pa v mislih, da če pa nimate enega, oziroma če se ne izobrazite o tem, kako naj postenje izgleda za tebe, kam moraš pri postenju upoštevati, kam moraš, če se postiš, dodajati, lahko narediš več škode, kot pa koristi. To je pa tudi res in se s tem čist strinjam in ne govorim, da bo kdorkoli lahko naredil isti fasting način, pa bo kar pri vseh se izboljšala stvar. Tretja stvar, ko je tu pomembno izpostaviti, je, prvo, to ne mislim sam jaz, to se kaže iz prakse in to se kaže iz določenih raziskav, ko so pregledovali postenje v primerjavi s kalorijsko restrikcijo. Na dolgi rok se ljudje lažje držijo določenih vrst postenja v primerjavi z kalorijsko restrikcijo in kaže se tudi v kvalitetnih raziskavah, da malo boljše regulirajo apetit na določenih verzijah postenja, ne na kalorijskem deficitu. S tem, da spet, če ga naredijo prav,
Zdaj, če ti ne boš cel dan nič jedel, pa se boš pol za večerjo nažeral, pol nisi nič naredil zaradi tega, ker bo za večerjo pojedel toliko več, ko si pač čez dan, ne vem, da čez dan si prešparal 1000 kalorij, za večerjo boš pa pojedel 2000 kalorij preveč. To ti nič ne bo koristilo, niti približno ne boš nadzoroval apetita. Ampak to itak ni neka normalna oblika postenja, ampak so to neki ekstremi, ki jih pač hočemo izločiti zdaj iz naših prehranskih navad. Pa še enkrat za na konec. Niti približno nočem trditi, da je intermittent fasting dvakrat boljši, to, kar se je pokazalo v tej študiji, naprimer, ko pa kalorijski deficit. Zato, ker če pogledamo rezultate malo bolj od blizu, vidimo, da tudi primerjava kalorijskega deficita v skupini intermittent fastinga, pa primerjava kalorijskega deficita v skupini, ki se je pač držala nekega minimalnega kalorijskega deficita, je bila velika razlika. Kar tudi seveda vpliva pol na regulacijo glukoze, pa nasploh na diabetes tipa 2 boljš. Ampak spet, tako sem prej rekel, mi hočemo predvsem hitre in kvalitetne rezultate pri diabetesu. Ne samo to, da rezultati se pokažejo po 12 mesecih. Tako da, če bi jaz zdaj sestavil nek protokol za nekega diabetika, to, kar imam, ker imam, naprimer, moj najuspešnejša stranka je diabetik tipa 1, ki je v enem letu pa pol shujšal za 33 kg, s tem, da je skoraj vsak dan pil čokoladno mleko in je imel približno 200 gramov ogljikovih hidratov vnosa na dan. S tem, da smo na začetku začela delati neke določene strategije delnega postenja oziroma time restricted eatinga, da so se mu rezultati v roku meseca, dveh, kakor se jaz spomnim, približno, mislim, da sta bila 2 meseca, so se mu kolikor toliko znižali tisti markerji, ko smo hotela, pol smo pa šla na neke normalne iz vidika družbe, prehranske vzorce, tako da ima 4 do 5 obrokov na dan, zdaj ima bolj kot ne 4 ponavadi, ki se jih drži in pa da so hranilno bogati. In ne forsiram več postenja, ampak na začetku, za čim hitrejše izboljšanje stanja, smo pa pri njemu uporabila time restricted eating in pač je delovalo. Tako je pač ta študija zdaj pokazala tudi. In zdaj še čisto za na konec. Pomembno je, da kakršnokoli prehransko strategijo izbereš, da se v prvi vrsti posvetuješ z enim prehranskim svetovalcem, komu zaupaš, ko vidiš, da ima legit informacije oziroma pač komu ti na nek način zaupaš. Druga stvar, da je tista prehranska strategija prilagojena tebi in ne da delaš nekaj iz knjig, pa se moraš določenih stvari držati, pa ti otežujejo life. Ne, prehranska strategija ti mora life olajšati, ne poslabšati. Isto kot trening, ti mora life izboljšati, ne poslabšati oziroma otežiti. To plus da se držiš prehranske strategije, ki se je lahko držiš na dolgi rok. Za diabetes, kjerkoli diabetes, to pomeni vsaj 1 leto. 1 leto plus 2, 3, 4, 5 let, najboljš pa cel life. In to so 3 najbolj pomembne stvari. Ne zdaj, da bo šel direkt takoj v intermittent fasting, zato ko je ta študija to pokazala. To je to. Hvala za ogled, se vidimo v naslednjem videu, pa upam, da vam bo tudi video kaj pomagal. Ajde.